Globine. Uživo z duhovnikom. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, dober večer. Prah si in v prah se povrneš. Te znane besede iz prve Mojzesove knjige imamo nekje v podzavesti, morda jih slišimo na pepelnično sredo. A kaj v resnici pomenijo? Je naše bivanje res le zvezdni utrinek? Brat Miran Špelič, dobro večer. Dobro večer, Bog da dobrega. Naše življenje je več kot zvezdni utrinek. Zvezde so lahko zelo velike, ogromne, za naše pojme skoraj da neskončne, ampak te zvezde ne vedo zase. Mi pa vemo. Blaise Pascal je rekel, kako je človek lahko šibak in nemočen, ampak vendarle, če bi se vse vesolje naden zgrnilo, je večje od vesolja, ker vesolje o tem nič ne ve, on pa ve. In ta naša zavest, ki je del naše duše, je neskončno več od prahu. Kamor pa se vendarle povrnemo? O minevanju našega snovnega telesa in o veri v večno življenje bomo govorili v nadaljevanju. Najprej pa nekaj besed o nocojšnjem gostu. Brat Miran Špelič je frančiškan. Trenutno je predstojnik redovne skupnosti za Bežigradom v Ljubljani. Včasih vam na televiziji pokomentira papeževe maše in blagoslove. Že nekaj let pa ga lahko poslušate na našem radiju v terminu radijskih katehes, ko vam enkrat na mesec prebira in razlaga dela cerkvenih očetov, krščanskih avtorjev prvih stoletij. Te je tudi študiral v Rimu na Augustinianumu, kjer je doktoriral in zato zdaj lahko to poučuje na teološki fakulteti. Sem ter tja mu uspe tudi kaj malega prevesti iz njihove bogate zakladnice. Zadnjih 5 let posveča precej časa tudi urednikovanju slovenske izdaje bogoslužno-molitvene revije Magnificat, ki tudi nam na radiju pride prav in jo radi uporabljamo. Globine v živo. Vabljeni k sodelovanju. Duhovniku lahko svoje vprašanje zastavite po telefonu na 01 512 10 00. Pošljete lahko SMS sporočilo na številko 051 377 377 ali pa pišete na elektronski naslov globine@ognisce.si. Slišali ste povabilo, spoštovani poslušalci, seveda tudi vsi, ki nas spremljate prek Facebooka, neposredno v živo. Lahko napišete vprašanje, komentar tudi tja. Spremljali bomo, kolikor se da, mogoče sproti in veseli bomo tudi vašega odziva o temi, ki jo neredko v teh sodobnih časih odrivamo stran, pa je še kako blizu o našem minevanju, o smrti, torej nocoj. Morda je mesec november tak, da se pogosteje o tem vprašamo in o tem razmišljamo, pa pravzaprav, brat Miran Špelič, je bilo tako tudi nekoč, recimo, kaj pravijo spisi cerkvenih očetov, so ljudje pogosteje razmišljali o svojem minevanju, o smrti? Prvi kristjani so bolj kot o svoji smrti razmišljali o Jezusovem drugem prihodu, ki so ga pričakovali, da bo kmalu, da bo čez nekaj trenutkov skoraj da prišel. Tudi Pavel sam je pričakoval, da bo on dočakal ta Jezusov drugi prihod, da ne bodo, in pravi, ko bo prišel Kristus, takrat mi ne bomo prehiteli onih, ki so vmes zaspali. Skratka, smrt so jemali samo kot neko zaspanje, neko vmesno fazo, ki bo kmalu končana, ko bo prišel Kristus in bo vse obudil. To je bilo pričakovanje prvih kristjanov in zato jih tudi ni bilo strah umreti, ko so jih preganjali. Njihova smrt je bila za njih na neki način novo rojstvo. Rojstvo k nekemu novemu življenju. Lahko rečemo, da danes doživljamo to precej drugače, smrt je nekam odmaknjena, ne? Tudi nekaj, o čemer nam ni prijetno razmišljati. Dostikrat smo si jo sami umaknili stran. Nekoč je bila dosti bolj del življenja, kot je danes. Če že sama pokopališča so bila včasih dosti bolj integrirana, to so bila okrog župnijske cerkve. No, to so še danes marsikje, ampak v mestih pa so dostikrat odrinjena na obrobje. Že Rimljani so iz zdravstvenih razlogov zahtevali, da se pokopava zunaj obzidja. Potem tudi po srednjeveških navačelih so dostikrat kasneje so jih prestavili ven vele mesta.
jih sploh pošiljajo daleč stran, da jih ne opazimo, da so nekako nevidna. Pravzaprav je tudi ljubljansko pokopališče, takrat, ko bi nastalo, bilo Na obrobju. na obrobju daleč in Krištofovo, na današnjem gospodarskem razstavišču in Žale. Ampak vendarle je pa naš mojster Plečnik uspel svojo mojstrsko vizijo vendarle pokazati, da je tam del življenja, da to ni odmaknjeno proč, ampak da je nekaj podobnega, da je tam vrt živih in mrlih. Kljub temu, da so tam pokopani ostanki naših teles, k čemur se bomo zdajle res tako temeljito posvetili, namreč slišali bomo o tem, kako pravzaprav pride do tega procesa razpadanja zemeljskega trupla, nekaj, kar je snov, kaj potem iz njega čez leta, tisočletja nastane. Slišali bomo posnetek profesorja kemije, dr. Antona Perdiha, z njim se je pogovarjal kolega Jože Bartol, pa predlagam, da kar prisluhnemo prvemu odlomku o razkrajanju trupla. Ja, če gremo kar najprej na običajni pogreb v krsti. Človeka krsto spustijo v grob, jo zasujejo z zemljo. Kaj se dogaja? Človekovi encimi nekateri še kar naprej delujejo. Tisti, ki vršijo sinteze, ne morejo več, ker nimajo energije. Tisti, ki pa razkrajajo človeka, pa še kar lepo počasi naprej delujejo in človeka počasi utekočinjajo. Bakterije, ki so v njemu, na njemu, seveda to veselo izkoristijo. Novo hrano, ki prihaja, se razmnožijo in človeka še bolj utekočinjajo in razkrajajo in seveda, ker ni kisika tam dovolj, tisto neznansko smrdi. Ne? In nam se gnusi, zato ker je sluzasto, ker je smrdljivo in ker imamo nek pradavni spomin, da so nam tiste bakterije škodljive, nas lahko ubijejo. Tako dr. Anton Perdih, čisto strokovno in z kemijskega vidika. Kako na to gledati v luči vere, brat Mira Špelič? Telo je za nas nekaj, kar nam je podarjeno od Boga, in ko človek umre, se tisto, kar je duhovnega, duša loči od telesa. In telo, kot vidimo, gre v propad. To je tisti prah, si v prah se povrneš. To velja za ta del človeka. Ampak človek je več kot zgolj telo. Tu imamo celo vrsto različnih antropologij. Zgolj materialistična antropologija vidi v človeku materijo, ki ima neka valovanja, neke električne impulze, in ko ni več te elektrike v možganih, se preprosto telo začne razkrajati in človeka ni več, je konec s njim. Imamo idealistične antropologije, platonistične, ki govorijo, da je človek samo duša, ki se je ujela v telo in se mora iz tega telesa čim prej rešiti in znebiti. In imamo krščansko antropologijo, ki jo imamo že od Ireneja Lionskega naprej in jo potem ponavljajo mnogi drugi avtorji, eni tako, drugi malo drugače, ki pa človeka prepoznavajo kot dušo in telo. Telo, ki je oživljeno z dušo, dušo, ki za svoje bivanje potrebuje telo. Ni človek samo duša in človek ni samo telo, pač pa kombinacija obojega. In smrtjo dejansko življenje postane drugačno, ni celovito, nima telesa ni več, ker telo razpade. Ampak če ga duša potrebuje? Potem pa ga mora dobiti. In to je tista skrivnost, o kateri tako malo slutimo, tako malo vemo in za katero imamo samo nekaj primerov, pa še tiste so potipali samo Tomaži in podobni. No, ampak pojdimo po vrsti najprej o tem, kako je s telesom čez, kot rečeno, mnogo stoletij, ne? Toliko časa so že številni naši predniki pokopani. Kaj ostane od njih, dr. Anton Perdih? Ko začne krsta puščati, lepo tista tekočina, ki je v glavnem voda, ne, saj vemo, človek je približno 3/4 sestavljen iz vode.
Tista voda odteka del večinoma navzdol, nekaj jo pa pronica tudi proti vrhu. Ogljikov dioksid, ki je pri tem tudi nastal, gre v glavnem gor, nekaj ga pa voda nese s sabo navzdol. In tisto, kar gre gor, pride prej ali slej v zrak in veter raznaša okoli po svetu, kdo ve kam. Dež pa spira ostale stvari navzdol in jih počasi spere v podtalnico. Podtalnica teče, kamor že teče, prej ali slej pride v kakšno reko ali jezero ali morje, kakor pač kje. V glavnem, sestavine človeka se razpršijo naokoli po naravi. Kaj se najpočasneje razkraja? Kosti Kosti, seveda. in zobje. Ja, zobje so najpočasnejši. Ja, tudi 9 milijonov let stare zobje so že našli. Ampak tudi kosti počasi propadajo. Najprej se razkroji v njih jedrna snov, ki je značilna za vsakega človeka, potem pa še kolagen in potem še kalcijev fosfat, ki sestavlja kosti. No in to počasi izgineva, v nekaterih vrstah tav hitreje, v drugih vrstah tav počasneje, kakor kje in kakor kdaj. Skratka, če dovolj časa počakamo, od tistega človeka, ki smo ga tam pokopali, na tistem mestu ni tako rekoč nič. Vse se je razpršilo, zdifundiralo, spralo naokoli, kdo ve kam daleč po svetu. Ne vemo. Od človekovega telesnega bivanja torej ne ostane ničesar. Brat dr. Miran Špelič, kaj pa sploh je potem duša? Duša je tisto, kar je dalo življenje temu telesu in kar tudi ostane živo po našem verovanju. Ena od verskih resnic je, da je duša neumrljiva. Torej duša ne more umreti, preživi, vendar pa, kot sem že prej rekel, njeno življenje ni celovito in potrebuje vstajenje. In naša veroizpoved tudi govori o vstajenju mesa. O tistem in takšnem vstajenju, kot ga je bil deležen Kristus. Ampak tam ni bilo nikogar zraven, da bi to testiral. Tudi to, kar je gospod dr. Perdih razlagal, to vemo šele zadnjih nekaj desetletij. Prej kemija ni poznala vseh teh postopkov in ni razumela. Videli so, da telo izgine, da se razpade, ampak kaj konkretno se zgodi, pa nismo vedeli. Da se tako razkroji, da ga tako raznese po celem svetu. Ampak, gledajte, telo še vedno nekje, ti deli telesa nekje še vedno so, ampak niso več telo. Tako kot tudi sestavine avtomobila niso več avto, takrat, ko se razbijajo, ko se na novo uporabijo v železarnah ali kjerkoli. Pravzaprav vprašanje, če smo tudi v času bivanja isti kot ob recimo času, ko se poslavljamo z tega sveta. Atomi so sicer, vemo, kako smo sestavljeni, pa vendarle se snovi mešajo med seboj, ne? Morda tudi o tem še en prispevek, o tem, kako se te snovi mešajo, kemik profesor dr. Anton Perdih. Pri tem se moramo zavedati še nečesa. V človeku se snovi kar naprej izmenjujejo. Najlažje je, če to gledamo s stališča atomov. Saj, to je par vrst atomov, ki v glavnem sestavljajo človeka. Vodik, kisik, ogljik, dušik, še žveplo, no, da malo smrdi, pa smo pa že bolj tam in tam. No in če pogledamo ob spočetju, ko se jajčica in semenčica združita, ima tista celica neko količino snovi. In potem jo od mame dobiva novo, nekaj odpadne, ki je škodljiva ali pa neuporabna, pa izloči in mami preda, da jo mama izloči. Ampak dokler otrok raste, se veča,
več snovi sprejema, kot je oddaja. Ko odraste, je tako, niha en čas malo več sprejme, pa malo več odda, kakor kdaj pa kakor kdo. Ko se redi, več sprejema, ko hujša, več oddaja. Skratka, snov se v nas kar naprej izmenjuje. In jaz, tak kot sem zdaj, nimam več verjetno skoraj nič tiste snovi, kot sem je imel takrat, ko sem bil toliko star kot vi. Pravi, to se spreminja in ko človek umre, so atomi čisto drugi kot prej, ko je bil še pri moči. In je potem še premislek, tisti skupek atomov, ko sem umrl, ko ne zmorem več živeti, a je to tisto ta pravo, da bom potem enkrat od smrti vstal, ker tisto ne more več delovati. Iz česa torej bo novo telo, kot pravi naša vera, ob tisti končni sodbi bomo vstali z mesom? Dr. Miran Špelič, kako nas uči naša vera? Kaj bo sestavina tega telesa? O tem pa svetopismo molči. Lahko si predstavljamo. In predstave so bile lahko zelo različne v različnih časih. Tudi odvisno od tega, kako je znanost napredovala. Mi imamo zaenkrat samo poročilo o Jezusovem vstajenju in vero v Marijino nebovzetje. In iz opisa Jezusovih prikazovanj oziroma projavljanj pri apostolih smemo domnevati, da tudi atomi niso vedno atomi. Da je naš svet atomski svet, da pa je poveličeni svet nadatomski, drugačen, da tam veljajo lahko neka drugačna pravila, da pa še vedno obstaja telo. Telo, ki je poveličeno telo. Naše sedanje telo je, kot je tudi dr. Perdih povedal, ves čas podvrženo razpadanju. Od samega začetka že izloča tisto, kar je odveč. In potem na koncu, ko ni več novih donosov, se počasi vse lahko samo razkroji. Ampak značilnost poveličenega telesa pa je nerazpadljivost. To je imeno aftharsis, irenelionski ali latinsko incorruptibilitas. Kaj je ta nerazpadljivost? Kako do tega pridemo? Ne vemo. Tudi ni bistveno za nas in ni nujno potrebno vedenje. Kot so ljudje stoletja živeli brez vedenja, kakšni so atomi, čeprav je ime že izmislil si Demokrit v stari Grčiji, pa je vendarle poznavanje atomov še danes pravzaprav velika skrivnost. Veliko več vemo kot nekoč, pa še vedno ne dosti. In tu smemo vsaj hipotezo narediti, da obstajajo poleg atomov še neke drugi nadatomi, ki bodo pa značilnost nebeškega Jeruzalema. Se pravi, ne vemo, novega sveta in novega neba in nove zemlje. Ne vemo tudi, kako bo Bog iz tega, kar je pravzaprav popolnoma razpadlo in v tej naši materiji ni več ostalo ničesar, naredil novo telo. Če je Bog uspel narediti ta svet že tako lep in tako dober, potem bo tudi tisto, kar je obljubil, znal narediti. Poglejte, duša in telo sta si na neki način podobna. Imata neke skupne značilnosti. Govorimo tudi o srcu, pa o očeh duše. Tako smemo tudi narediti neko tako preprosto hipotezo. Kot ima telo svoj zapis, genski zapis, ki omogoča, da se vendarle v vsej tej rasti ostaja sebi podobno in ostaja identično, ki zagotavlja identiteto, tako lahko tudi duša ima nek tak zapis, ki zagotavlja tudi njeno stalnost in njene lastnosti. In znotraj tega zapisa lahko počiva tudi zapis našega telesa, tistega, ki bo postalo lahko poveličeno, dopolnjeno, dovršeno telo. Kot naše telo tu na zemlji raste in se dopolnjuje
dokler ne začne potem spet bolj razpadati z leti, tako bi lahko tudi domnevali, da se to naše telo ne s temi atomi in s to materijo, ampak s tistim, kar je zapisano kot naša identiteta v duhu, da se s tistim obnovi. Da obstaja neka kontinuiteta, neko nadaljevanje in pa identiteta v vsem tem. To pomeni, da bi se v tej večnosti, v odrešenosti mi seveda morali prepoznati. To se mi zdi en tak pogled, ki je ravno na glavo obrnjen današnjemu pogledu sodobnega človeka, ko telo postavlja na prvo mesto, ne, in ga poveličuje. Tu pa je pravzaprav bistvo tega, da je duša tista, ki bo omogočila potem tudi s tem zapisom, da bo telo poveličeno in ustalo tudi v tej novi obliki, ki ne vemo še kakšna bo. Nekako bi se s tem jaz strinjal, vendar pa z rahlim pridržkom, kajti duša ni pomembnejša od telesa, kot tudi telo ni pomembnejše od duše. Pomembno je sozvočje med njima. Sozvočje, ki ga včasih že zdaj lahko zaslutimo, zaznamo, ki pa ga dostikrat tudi ni. O tem je že tudi apostol Pavel pisal, da dela to, česar noče. Tu pa pride do popolnega sozvočja, odrešenosti. Tisto odrešeno, poveličeno telo se ne bo več upiralo duhu in duh bo lahko v popolnosti preživel to poveličano telo, ki pa seveda ker ne bo več greha, ne bo več tudi posledic greha. Duša ni pomembnejša od telesa, ampak vendarle telesa več ne bo v taki obliki. Torej, brez duše tudi telesa, novega telesa ne bo. Seveda ne bo brez duše, bo pa telo. In to telo bo v sozvočju enakosti enako pomembno kot duša. Spremljate Globine, spoštovani poslušalci, kot rečeno, oddaja v živo z duhovnikom, tokrat bratom Miranom Špeličem, doktorjem patristike. Mogoče se še tudi k temu, kaj so cerkveni očetje pisali o minljivosti naših teles in seveda večnosti duše in poveličanem telesu še dotakneva. Če pa se želite pridružiti, pa kar pogumno 01 512 10 00 oziroma Facebook stran, kot rečeno, lahko pustite kakšen komentar, ga bomo veseli in tudi kakšen odziv na pametno vprašanje pride, kaj ne. Torej, mogoče res, brat Miran, kako je bilo z zapisi cerkvenih očetov, kako se je recimo vrstilo razumevanje cerkve o tem vprašanju? Morda stopiva še za korak nazaj, še v svetopismo Stare zaveze. Najstarejše plasti nekako ne poznajo vere v večno življenje. Šele tista stoletja tik pred Kristusom začnejo razmišljati o večnosti, o vstajenju in nekaj podobnega se dogaja tudi v tedajni družbi, tudi pri drugih verstvih, ki domnevajo, da neko preživetje je tudi še po smrti. In zato imajo v rimsko-grški religiji hipotezo o apoteozah, ko so seveda samo za izbrance, ko so se cesari povzdignili med bogove in so jih razglasili v nekem posebnem obredu za božanstva. In seveda tu je, morda tudi se spomnimo podobnih stvari že tudi iz naše nedavne mitologije. Po letu 1980 smo bili tudi deležni na nekem beograjskem štadionu neke podobne apoteoze. Vse to izraža željo, človekovo željo po večnosti in pričakovanje neke večnosti. Torej, tudi druga verstva so začela o tem razmišljati, vendar pa je bilo to preživetje bedno, nekako tudi judovstvo je dostikrat razmišljalo o Šeolu, o nekem podzemnem kraju, kjer živijo sence, sicer bogovi pa so in polbogovi so pa nekje na nebu. Krščanstvo pride v to situacijo in začenja to razlagati drugače, na osnovi Kristusovega vstajenja, in že prvi cerkveni očetje spregovorijo tudi de resurrectione, o vstajenju. O tem piše recimo že, kot smo omenili, Irenej, pa Tertulijan, prav o vstajenju mesa. Odvisno tega, ali so bili bolj nagnjeni k nekemu stoicizmu ali bolj k platonizmu, so njihove predstave zelo različne.
In reči moramo, da je med teološkimi disciplinami ravno eshatologija, ki govori o poslednjih rečeh, najbolj neopredeljiva, najbolj tudi pestra, ker je zelo malo povedanega v razodetju in veliko več ostaja prostora za neke hipoteze. Tako so recimo očetje prvih stoletij razmišljali o tem, da so samo mučenci so takoj odrešeni in vstopijo, vsi ostali pa morajo počakati do konca sveta v nekem meglenem in podzemskem svetu. Pričakovali so, da bo ob koncu časov še 1000-letno kraljestvo Kristusa na zemlji. Počasi je ta vera preprosto usahnila. In tudi naše predstave, ki jih imamo danes, so dostikrat rahlo bolj platonistične kot pa biblične. V kakšnem smislu? V tem smislu, da si predstavljamo nebeščane kot neke duhovi, ki letajo med angeli in ki so lahkotni. Zanimivo pa je, da je britanski teolog, bi lahko rekli tudi literat C.S. Lewis, zapisal, da so pa telesa nebeščanov trdna telesa, krepka, močna in da so v primerjavi z njihovimi telesi naša telesa meglena in duševna in prosojna. Zanimivo. Da je njihova materija kompaktnejša od tele naše. Ja, vse je res nekje onkraj našega dojemanja in zato lahko zgolj ugibamo, ne? In v srednjem veku je scholastika ravno v zvezi s temi rečmi še najtočnejše rekla, ko je rekla totaliter aliter. Povsem drugače od tega, kar si zamišljamo, predstavljamo. Pa karkoli si že predstavljamo. 0:1 512 10 0. Mogoče zdaj še k temu vprašanju, ki je zelo pogosto, seveda ob tem, ko izgubimo svojca, smo soočeni s smrtjo, kakšen pogreb. Seveda v zadnjem času so žarni pogrebi veliko pogostejši. Pa mogoče še enkrat prisluhnemo profesorju kemije, doktorju Antonu Perdihu, kaj se pravzaprav v tem primeru dogaja s telesom. Da pridemo do žare, je treba pokojnika najprej poriniti v pekel, kjer se sežge. Kaj se pri tem dogaja? Najprej voda izhlapi in gre v zrak in kdo ve kam. Potem se sežge organska snov, nastane ogljikov dioksid, žveplovi oksidi, pa recimo dušikovi oksidi. To gre v zrak, se razprši lepo naokoli. Skratka, večina procesa se je zgodila mnogo hitreje, kakor pa v grobu, ne v običajnem grobu, in šlo je okoli po svetu, kdo ve kam. Verjetno večina še bolj daleč, kakor pa v grobu. Kaj ostane? Če pravilno upepelijo, ostane sterilen kalcijev fosfat, še v obliki kosti, ki jih zmeljejo v prah in tisti prah stresejo v žaro in to je to. Če žaro, recimo vzamemo kovinsko, jo dajo v nišo, v katero dež ne pride, bo pač tam tisti pepel tam v žari ležal, pač dokler se nekdo ne naveliča, pa ga vrže proč. Podobnost je samo ta, da ta kalcijev fosfat je tam dolgo, tako kot so kosti v grobu dolgo. To je ta razlika. Če ga dajo v nišo, če ga pa recimo postavijo, dajo v zemljo? Kaj, če dajo v zemljo? Žaro. Če dajo žaro v zemljo, je spet vprašanje, iz kakšnega materiala je ta pleh. Ja. Pač kovina bo nekaj časa vzdržala, potem bo korodirala in počasi bo, kako bi rekel, vse dež sprav vse naokoli v podtalnico in kdo ve kam.
Tako dr. Perdih v pogovoru s sodelavcem Jožetom Bartoljem. Zdaj smo tudi sprejeli en klic, pa se povrnemo k vprašanju krščanskega oziroma pogleda cerkve na različne oblike pogrebov. Dober večer pa v Škofjo Loko. Ja, lep dober večer, tlele pa Zinka iz Škofje Loke in bi povedala, pa ne poj gospod pokomentira, jaz sem s patrom Stankotom to že govorila, še takrat, ki je bil živ. Pred 34 letom je meni mož umrl in naprimer po enem mesecu pa pol se jaz zjutraj zbudim, ampak je bil že dan tako, da sem točno videla, da je svetloba, ampak sem bila stran obrnjena, ob meni je bila pa ena gmota ležala in sem rekla, kva pa zdaj to tiščale, kaj o mene, pa pogledam, je pa mož ob meni ležal in tisti trenutek poj, ker sem jaz rekla, zdaj se pa moram kaj obrniti, da bi videla, kaj je, pa ni bilo nič več. Res, nično to se je zgodilo in jaz sem bila presunjena, pravzaprav sem imela kar nekaj takih doživeti, da je prišlo do takega spreobrnjena vere, da sem jaz pa to tako globoko doživljala in še zdaj naprej. No, hvala lepa. Se pravi, se vam je to še večkrat zgodilo? Ne, to se mi je sam takrat zgodil. Ne, pa ne več. Ne? Pa se mi pa tako našel od njega. Enkrat je pa rekel, pa tako lepo tam za mizo sedeva, pa tako lepo je bil oblečen belo srajco. In rekel, mi dva bova še enkrat skupaj. Ampak to je zdaj že več kot 30 let, ko mi je to rekel. Ni rekel kdaj, ampak je rekel, bova še enkrat skupaj. Tak božanski občutek sem imela, lep. In do takrat ne bi mogel noben več prestopati tega koraka, kako bi rekla, da bi jaz lahko kar drugega si zamislila kot svojega moža. Hvala lepa, gospa Zinka. Ja. Pa bomo kar poprosili za komentar. Torej, teh izkušenj, ki jih doživljamo ljudje, je veliko, ne? In tu se še kako pokaže tista, dejansko recimo tem, kar resnica, da tisto, kar preživi, je ljubezen. Ljubezen je tista, ki je nad vse in povsem in dokončno večna. In tisto, kar je zraslo v ljubezni, tisto ne razpade. In včasih da Bog posebno milost, da se ta ljubezen začuti. Tako kot se lahko začutijo tudi kakšne druga čustva, tudi kakšen strah se lahko kdaj začuti, ali tudi kdaj groza, ampak ljubezen je lepo začutiti. In gospa Zinka, verjetno ste vi tukaj le to svojo ljubezen, ki vprašanje, kako ste si jo izražala sicer v življenju, ampak očitno je tukaj le se pokazalo, da nekaj je in tudi ta misel, ki se je porodila, ki ste jo zaznali, da boste skupaj, da je to preprosto en božji bombonček, cukrček. Dotik, ne? Dotik. Poseben dar, ki si ga ne zaslužimo, ampak ki ga Bog daje takrat in tistim, ki ga potrebujejo, zato da o njem lahko tudi morda pričujejo, da spodbudijo, da to spodbudi ne le njih k večji ljubezni, ampak tudi druge, da bi gradili že zdaj s temi telesi, ki jih imamo, tisto ljubezen, ki bo zapisana tudi v večna telesa. In zato se včasih lahko po božji previdnosti tudi kaj zazna s našimi telesnimi čuti. Tako, no, zdaj le še en klic iz Cerknice sprejmemo. Dober večer, oddajo Globine spremljate, gospa Tilka. Jaz sem bila pa v stiku z enim duhovnikom, ki je deloval v Nemčiji in je razlagal, da je en fizik napisal kar debelo knjigo o žarah, o sežiganju, kako duša trpi. Mislim, še o tem, ki spregovorita. Hvala. Tukaj kako je prišel do tega uvida s pomočjo fizike, da duša trpi pri sežigu, ne vem. Duša trpi zaradi pomanjkanja ljubezni. Duša trpi zaradi svojega greha, pa tudi morda zaradi grehov drugih.
ki so jo lahko prizadeli. In če bi nekdo nekoga dal upepeliti zato, ker ga nima rad, ker bi ga rad izničil, ker bi ga rad uničil, potem duša zagotovo trpi. Sicer pa se duša smrtjo loči od telesa, od svojega telesa, ki ga je imela rada, in zagotovo to ni lahka reč. V nobenem primeru. Ne glede na to, ali je to pogreb v krsti ali v žari. To je že pred pogrebom, pravzaprav se že pride do te ločitve. Potem pa mora to telo preprosto prepustiti. In zdaj, če tega telesa duša ne more prepustiti, si težko predstavljam, kaj potem se dogaja s to dušo. Je bolj problem pri duši in njeni navezanosti, nenavezanosti na to telo. Ne pa na ovoj oziroma krsto ali žaro. V vsakem primeru telo razpade. Ali počasi, v desetletjih, ali pa v nekaj minutah. Rezultat končni je zelo podoben. Ja, tako kot smo že slišali. Ja. Vendar pa je tu treba povedati, da pa krščanska tradicija pa spoštuje telo in ga noče namenoma uničevati. In zato smo kristjani v prvih stoletjih po Kristusu spremenili način pokopavanja. Rimljani so poznali sežig in poznali so žare. Medtem ko krščanstvo je pa iz spoštovanja do telesa prepustilo to telo, da razpade, da se vrne naravi, da narava z njim naredi svoje. Na naraven način. No, zdaj, ker imava dva klica, bova tu nadaljevala, kako je potem prišlo do tega, kar pa je danes spet v veljavi. Dober večer, gospa Tatjana, Ukran. Ja, dober večer želim. Jaz bi pa povedala naslednje. Lejte, hvala lepa, sem dobila, se zahvaljujem in sem zelo vesela, da bi rada tole povedala. Meni je pred 30 leti umrla mami in bila je krsta, bil je pogreb v ožjem krogu in tam nekje po tretji dan, ko sem jaz potem ležala, to je bilo tako, ali je bilo to drugi dan, zdaj ne vem, ni bilo več kot 3 dni. Ležala sem na kavču, na desnem boku in vam povem, jaz sem začutila po glavi dol, do ramen, z roko, da je mene tako lepo pobožal nekdo in jaz sem vedela, da je to ona. Ona se je takrat poslovila in šla gor, a ne? V nebesa, sigurno. In da vam povem, to je bilo tako lepo, da enostavno ne vem, kaj ne vam rečem. In imam tudi občutek, no to se mi ni več naredil, mislim, da se je ona takrat poslovila od mene. Tako da imam tamle radio zraven, tako da se slišim malo kaj. V glavnem imam občutek, a veste kako, da jaz sem bila njena hčerka Edinka in da me ta njena, kako bi rekla, moč ljubezen spremlja še vseh teh 30 letih. A veste, me gre malo na jug in to je to. A veste, nekdo mi varuje. A veste, kljub temu greš skozi težave, kje sem, in vam povem, da to ne moš občutiti, oziroma ne moš, kako bi rekla, kako vam naj povem, razložiti. To je nekaj, to je rečemo, manjina, a veste, ki pride dol iz ta duša, tisto te spremlja, te varuje, a veste, in tudi takrat je bilo tako lepo, a veste. Ja. Gospa Tatjana, hvala lepa, torej ta dotik, ki smo ga že sprejeli slišali, je bil torej tudi povod za to, da ste zdaj v tem prepričanju, da ste povezani z njo, svojo materjo, ne? In temu rečemo kristjani občestvo svetih, ne samo svetnikov v nebesih, v odrešenih, ampak občestvo z vsemi nami, ker že zdaj postajamo sveti, že zdaj smo na tej poti posvetitve in na tej poti zdaj nekateri imamo še to telo, nekateri pričakujejo poveličano telo, kdaj bo to prišlo, kje bo to prišlo, ne vemo, tudi ni tako bistveno. Pomembno je, da gradimo zdaj takšne odnose v teh razmerah, v katerih smo, in da ne zamudimo nobene priložnosti, s katero lahko potem pustimo Bogu
možnost, da nam da take lepe dotike. Kajti vse to je po Božji milosti. In nedvomno smo povezani in to je nekaj, kar je v Božjem načrtu, ne? Vendar pa to ni neki obvezen del. Če kdo ni doživel tega od svojih pokojnih bližnjih, to ne pomeni, da niso odrešeni, da ni dovolj ljubezni. Ali pa da je on zavržen. Sploh ne. Preprosto tu je vse stvar Božje dopustitve. Gospa Anita, lepo zdrav, dober večer. Dober večer tudi vam. Kdaj? Ja, tudi jaz bi rada povedala svojo izkušnjo s svojim pokojnim bratom. Se mi je javil in prek radija in preko čestitke za rojsten dan, lahko povem, na kakšen način. Izvolite. En let pa po njegovi smrti sem šla mimo njegove sobe obešati peril. V njegovi sobi hočem prižgati radio ne dela. Vse sorte pritiskam, radio ne dela. Prižgem luč dela, se pravi elektrika je bila. Pa pozabim na tisti radio, grem obešati peril, pridem nazaj in se pod bratovo sliko ustavim in rečem, ja, kar rada te imam. Takrat je pa začel radio špilati, sam od sebe. To je en primer. Drug primer pa za hčerkin 4. rojstni dan je bil on že 10 mesecev pokojni. No in ko je Neža praznovala svoj rojsten dan in so vsi njeni prijateljčki šli, sem jaz radio ugasala, pa hotela sem malo tišine. Od nekod sem pa zaslišala eno čist tiho musko. In grem za tistim glasom in vidim, da prihaja iz omare. V omari sem imela čestitke gor in ko brskam po tistih čestitkah, kjer je špilala tista čestitka, ki jo je Jaka, moj pokojni brat, poslal prejšnji let za rojsten dan. In pa sem rekla, poglej, Neža, tole ti pa Jaka čestita iz nebes. Ja, v glavnem, no posebej je pa, če lahko še to povem, ker je bilo precej hudo, no ni bil star niti 21 let, še ne prometna nesreča, to je bil velik šok. Jaz sem padla v depresijo in tudi pri nas je bilo res grozen. V glavnem žalostno, da umre mlad, zdrav človek. No in pa sem enkrat sanal, da sem stala pri njegovemu grobu in mu z rokom delala, naj pride ven. In on je prišel ven v vijolični svetlobi, za katero vem, da je precej visoka. In se je smejal in jaz sem ga hotela objeti, pa ga nisem mogla, ker je bil eterično bitje pač. Ampak bil je pa srečen, kazal mi je, da je srečen. To ste sanjali, ne? Ja, to sem pa sanjala, ja. In potle sem mu rekla, ja, kaj jaz te pa tako pogrešam. In on se je nehal smejati, ratov je žalosten, rekel je vem in jaz sem se zbudila. In takrat sem vedela, da ga moram spustiti. Tako da, ja, jaz mislim, ne da mislim, jaz vem, da obstaja posmrtno življenje, jaz sem v to prepričana. Delam v domu upokojencev, ker vidim tudi veliko ljudi, ki umirajo in jim povem, da naj se ne bojijo, da bojo šli v Božje naročje, da bojo šli nekam, kjer ni krivic, nekam, kjer ni bolezni, ni starosti, ampak je samo čista in brezpogojna ljubezen in v to sem trdno prepričana. Gospa Anita, hvala, ker ste to povedali zdaj vsem. Hvala za to vaše pričevanje, ki ga ne samo, kar ste nam povedali, ampak to, kar počnete, ko dejansko pomagate ljudem svojo ljubeznijo, da stopijo k tisti večni ljubezni, za katero smo ustvarjeni.
Tako, lep večer še naprej, hvala za klic. Zdaj nekaj vprašanj prihaja tudi na naš Facebook zid, zato... Morda, če smem samo tole, ker sem se ob tej zgodbi z bratom spomnil na besedilo iz 2. stoletja, vas morda povabim, da si ga pogledate tudi na eni od naših radijskih katehez. Kako ga najti? Tako da vtipkate naši očetje v veri, pa zraven Perpetua ali pa Felicita. Perpetua je bila mlada žena, mamica, ki je čakala na eksekucijo, na usmrtitev, ker je bila kristjanka in se ni odpovedala veri. Je pa imela brata, ki je nedavno predtem umrl zaradi raka. In je imela videnje tega brata, vsega, ki ni prišel do vode. Potem pa so molili zanj, so prosili in je potem nekako se tista rana pozdravila, ko je spet dobila videnje, neke vrste sanje o njem, je pa z užitkom lahko pil vodo iz studenca in je bil zdrav. In reka, zdaj pa vem, moj brat je zdaj odrešen. Prej še ni mogel priti do studenca, do vira, vode, življenja, do Boga, potem pa je lahko stopil po naših molitvah. Kako smo povezani. Ja, tudi z našimi poslušalci smo zdaj veseli, ker kličete, vendar bomo morali tole vse skupaj malce zgostiti, sicer bo časa zmanjkalo. Gospod Lenart, dober večer. Dober večer. Jaz pa kličem, ker imam določene primere, ko se mi je pokojni človek v sanjah prikazal. In imel sem občutek, da moram moliti za njega, ker nekaj potrebuje. In res, jaz to delam vsak dan in čez nekaj časa se mi drug prikaže v sanjah. Tako da sem imel že kar 15 ljudi za odrešiti iz vic. In ko sem pa to eno leto upravljal, je bilo pa čisto vse tako, ko sem si jaz prej že morda kdaj zamišljal. Ampak, ko je bil človek rešen, se mi je pa zopet v sanjah prikazal popolnoma bel. Čist in res ne morete verjeti, kaj doživi človek, če nikoga reši iz vic. Kako ste se počutili? Pa tudi imam jih nekaj, ko se mi prikaže v sanjah in jaz to upravljam, pa mislim, da je prav in to ljudje zelo potrebujejo. Hvala, ker ste se nekaj je bilo takih, ko so bili zelo dobri, delovni in skrbni za svoje družine. Samo žal ni pa otrok vzgojil v to smer, da bi molili za njega. Potem ste pa vi njegov posinovljenec, tako rekoč, ste vi namesto njegovih otrok molili zanj. To je spet nekaj, kar je že stoletja v tradiciji cerkve, da molimo za rajne, za vse rajne. In zdaj, če nekdo ne potrebuje te molitve, bo ta molitev gotovo ne bo šla v nič, bo gotovo nekdo tega deležen in tako si pridobivamo prijatelje. Kajti že ti, ki so še na poti očiščevanja, so že lahko naši pomočniki, samo sebi ne morejo pomagati, nam pa že lahko. In so naši zavetniki, naši priprošniki pri Bogu. In zato je klasika, da se vedno pri kakem rožnavencu doda še tista molitev za rajne. Tudi sveti Frančišek Asiški, naš patron, je posebej naročil svojim bratom in naj molijo za rajne. Iz Slovenj Gradca gremo zdaj v Kočevje. Dober večer, gospa Marija. Dober večer, Marija iz Kočevja. Jaz bi glede žarnega pogreba in pa glede pogreba v krsti dala svoje mnenje. Jaz mislim, da pred Bogom ni popolnoma nobenega razlike. Gre za tradicijo, ki je pač uveljavljena med ljudmi in tiste, če bi imeli tradicijo v žarah, bi nam se to zdelo normalno, zdaj se nam zdi bolj normalno. Veliko ljudstev, ki so tudi zelo verna, pač na svoj način imajo žare, če je res bolj higienično, to bom morda potem pozneje, ampak to,
da gre človek v krsti, je tudi nevarnost, zdi se, če što je tradicija, to je bolj krščansko, pa ne vem kaj, ampak če gremo na malo razčlenjevanje, kaj se dogaja v zgodovini, da se potem veliko krat pokojni kot neko ikono se ga ravna z njim, zelo se ga manikira oziroma make-upira in poglejmo pogrebe Tita, poglejmo še marsičesa in marsikoga. To je hujše, kakor pa bi rekla vsak drug neki poganski greh, ne, še huje kot razpršitev po zraku ali po vodi, pa ne vem, pepela. Medtem lahko bi pa spet žarnemu pogrebu očitali, da je nehuman, da se recimo svojci hočejo hitro rešiti, morda da bi se prikrivalo kakšne zločine, ki bi se jih lahko po kriminalistiki lahko še dognalo, ali pa kakorkoli, da se bi čim prej rešili spomina ali kaj. To vsekakor po mojem ni, kaj ti pri tem slučaju je pa potem res dobro, da pokojnik oziroma človek že prej v poroki nekako ali pa daje vedeti svojim, da na kakšen način bi rad bil pokopan, da ne bi šlo potem nedolžnim domačim kakšno natolcevanje od kakih neprijateljev, neprijaznega okolja ali kakorkoli, kajti človek, ki dobro premisli svoje poslednje, mi rekli, slovo od tega sveta, je veliko bolj ponižen pred Bogom, če reče v duhu ponižnosti, prihajam pred tebe, moj Gospod, v prahu in pepelu. Ja, in velja spoštovati to odločitev pokojnika, ne? Hvala lepa, gospa Marija. Morda v zvezi s pokopavanjem v krstah in v žarah, ki konec koncev na konec je stvar podobna, pa vendarle ne smemo pozabiti razloga, zakaj so kristjani začeli pokopavati vendarle telo iz spoštovanja do tega telesa. Ker je Kristus se učlovečil v tem telesu. In zato se tudi kristjan želi priličiti Kristusu v njegovem življenju in smrti. In Kristus je bil pokopan v grobu s telesom, res da je že tretji dan vstal, ampak vendarle to stajenje bi lahko bilo verjetno tudi iz žare, če bi bil prej kremiran, ampak zaenkrat iz zgodovine, iz evangelijev vemo, da je bil Kristus pokopan. In že to, ker je on se učlovečil v človeškem telesu, zato je človeško telo postalo Božji tempelj, svetišče. In svetiščem ravnamo lepo. In zato se je želelo to telo počastiti in ga na ta način tudi odposlati v tisto, v razkroj, v razpad, v naravnem postopku. In čeprav v Sloveniji pa, ko ravno zagovarjate žarni pogreb, sej pri nas je redko kakšen pogreb skoraj da še s krsto, razen pravoslavnih muslimanov in pa redko kakšen katoličan. Tu mislim, da pa tudi tisto pismo naših škofov pred leti, ki je spodbujalo in razlagalo, zakaj je žarni pogreb dovoljen, da pa vendarle ne bi kristjani se raje dali pokopavati v krsti, po starem, po naši tradiciji. To pismo ni naletelo kaj dosti na odprta ušesa in na spoštovanje. Ne bomo zdaj ugibali, zakaj. Gremo naprej na Notranjsko. Gospa Franja, dober večer. Dober večer. A lahko jaz povem na svojo izkušnjo? Prosim. Zvolite, prosim, zgoščeno, ker smo že proti koncu. Ja, prosim, bom na kratko. Moja mama umrla pred kakšen 20 leti. No, in ležala je v vežici, bi rekla mrliški vežici, in ko sem šla domov, sem bila sama, še sestra je rekla, hočem jaz pri tebi prespati, ne sem rekla, kar lahko, kar sama. In sem res, bi rekla, nisem spala, tudi spanja nimam, ne vem, koliko trdnega, in
tiste v medlevici začutim fizično, kako me mama objame. In tako vesela, da sem fizično njeno veselje čutila. Pa se pa, bi rekla, onesvestim, mame nikjer. Kaj bi to bilo? In nikoli več potem. Se ni to zgodilo, ja. Očitno podobno, ne? Podobno, kot smo že slišali nekaj takih izkustev, po božji dopustitvi človek zazna to bližino. Bog pusti, da se lahko nekdo tudi na ta način nekako poslovi s to, recimo temu, parestezijo, s tem občutjem bližine svojega dragega pokojnega. Še v Mursko Soboto na kratko. Dober večer, gospa Hedvika. Dober večer. Hitro bom vam povedala od mojega sina. Za bolj toga, celo življenje sem molila za njega, veste, kako so mladi, je bil potreben molitve, tega je bolezen dosegnula, pa sem vedno molila za Božjo milost, naj mi Bog milost da, na vse zadnje nekako rečemo, če da se preobrnil, pa se je res preobrnil, kaj je umrl, 10 let bolezni bil, pa je čist po kolena je hodil krog Marije v cerkvi. Pa sem videla, kako mu Lidev pomagal, pa da je umrl, 50. letu je bil, 4 mesece po njegovoj smrti se mi senjalo, vsaki mesec enkrat sem ga videla. Sanja, nekaj bi prišel. Ne mu rekla, kakšne barve vse, ali sama sem presodila, še potreben, kad na vse zadnje 4. mesec je pa prišel v lepoj, svetloj, plavoj srokci, dolgi, kak to duhovniki imajo, pa lepe bele rože so notr bili narisane, pa ga gledam, pa 3-krat sem njemu rekla, Mirko si prišel, da sem 3. pot rekla, se obrnil, pa za njim poglednem, kako gre, pa sem se prebudila, pa sem se počutila, veste, srečna v moji molitvi, kad sem videla, še potreben bil dole moliti te 4 mesece. Ja, gospa Hedvika, hvala lepa tudi za vaše pričevanje. Tako. Sklenili bomo oddajo in sicer morda čisto na kratko še zato, ker smo tudi vabili nekaj odzivov na Facebooku. Na svetnikih se včasih pokaže Jezusovo poveličano telo v obliki fizičnih ran ali za nas nadnaravnih darov. Kako bi to komentirali? Človek je narejen po vzoru Jezusa Kristusa, človečenega Božjega Sina. Že prvi človek. In smisel našega življenja je rast, razvoj, priličanje Kristusu. Te njegove rane, ki so bile še kako boleče, so lahko znamenje posebne Božje ljubezni do tistih ljudi, vendar ne zato, ker bi jih Bog želel trpinčiti, ampak zato, da jim pokaže, da tudi prek tega trpljenja jih želi približati k sebi, torej svojemu poveličanju, ker so lahko del poti lastnega poveličanja. Do svetosti. Do svetosti, kajti Kristus ima poveličane rane tudi v večnosti. Vendar pa te rane, kot jih je Marko Rupnik upodobil, niso več krvaveče, boleče, ampak so zlate. Hvala lepa, Uroš, za vprašanje in še gospe Anici, za upepelitev se porabi veliko energije, torej je pokop v krsti bolj ekološki? V bistvu je. Posebej še, če imamo zdaj brezoglično družbo, bomo videli, če bodo tudi naši oglični odločevalci oziroma pomislili na to, da bi se znebili tega odvišnega ogljikovega dioksida. Verjamem, da je še veliko vprašanj, upam, da smo vsaj na tista temeljna skušali odgovoriti in odgovoriti. Brat Miran, še sklepna beseda? Predvsem pa ne pozabimo, da naše življenje na zemlji je na neki način čudovita in veličastna uvertura v tisto življenje poveličanega sveta, novega neba, nove zemlje in tudi novih teles, ki so, kot je rekel Lewis, solid bodies, trdna, močna telesa, ki so
podobna Kristusovemu poveličenemu telesu, kot tudi rečemo v tretji evharistični molitvi, da bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličenemu telesu. Ne bo tako tudi naše upanje, ne bo taka tudi naša pot in naša molitev za sebe in za druge. Iskrena hvala ne samo za te sklepne besede, ki dajejo upanje in pogled tja onkraj, ampak za celotno oddajo. Brat dr. Miran Špelič je bil z nami. Seveda hvala vam vsem, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, celotni ekipi, ki je poskrbela tudi za video obliko tega našega nocojšnjega pogovora, Izidor Šček, Marko Zupan, tudi Jože Bartol, ki je opravil pogovor z dr. Antonom Perdihom. Od vas se poslavljam tudi Blaž Lesnik. Lep večer še naprej. Z Bogom. Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na Radiu Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjišče.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu. radio.ognjišče.si. Globine.